Živijo, lep pozdrav vsem skupaj. Najprej bi se rad zahvalil novim naročnikom. V zadnjem tednu, ko nisem bil nič aktiven, so se nabrali novi 3 ali 4, kar je super. Zaenkrat vas je 75 zvestih navijačev, računam, da v naslednjem letu pridemo do številke 1000. Vsaj 100. Zdaj tako, zunaj pada dež, tukaj je oranžni alarm, malo južneje od nas je rdeči alarm, še 3 dni je napoved slaba, potem čez vikend se zna rahlo zboljšati, v naslednjem tednu bo pa spet slabo vreme. Zdaj, a je čas že za povzetek leta 2020? Upam, da ne. Jaz imam eno statistiko, ki jo vodim od leta 2011 in letos sem se približal svojemu osebnemu rekordu iz leta 2012 na slabih 140 kilometrov. Tako da, če uberem še 2-3 lepe dni, lahko še v tem letu dosežem novi osebni rekord. Ja, tako, torej, kakor vidimo v mojem Excelu, tle imam statistiko po letih za zadnjih 10 let. Najboljše leto je bilo 2012, ko sem v enem letu naredil 7290 kilometrov. Letos jih imam pa 7162, se pravi tistih 140 kilometrov je dovolj, da stari rekord presežem. Bil sem na kolesu 108-krat. Na kolesu sem bil skoraj 300 ur, naredil sem 84 000 višinskih metrov. Jaz nekako gledam, da na svojih izletih in treningih naredim vsaj 1% višine glede na razdaljo, kar je super, ker jaz imam tle 1,2% približno. Povprečno na en izlet sem delal 66 kilometrov, povprečna hitrost 24 na uro. Tu je kaj še graf. V glavnem letos manjka čisto malo. Kot rečeno, v enem od starejših videov delam približno 5-6 tisoč kilometrov na leto, ampak letos je prišla ta korona kriza, več sem bil v Sloveniji, več sem kolesaril na dopustu, tako da se je tam ubralo nekaj kilometrov. Potem pa še ta preboj konec avgusta, ko sem odprl tale YouTube kanal, mi je seveda dalo ogromno dodatne motivacije, tako da sem šel še mogoče večkrat na kolo, kakor bi sicer. Moram priznati, da sem posnel skoraj vsa svoja kolesarjenja, odkar imam YouTube kanal, razen 2. 2 sta bili moji, ena do Trsta in ena preko Čedada, preko prelaza Tanameja v Bovec. Sva šla s sodelavcem, kolegom in sem si vzel čas samo zanj, ker si je tudi on vzel čas za to, da sva šla skupaj in nisem želel kvariti izleta s kamero. Sicer pa so vse ostali moji izleti in treningi objavljeni. Upam, da sem s tem motiviral tudi kakšnega od vas, da kdo to rad pogleda, mogoče kaj novega zve. Kar se tiče opreme, še zmeraj čakam tisti pokrovček za lečo kamere iz Kitajske. Baje je že v Sloveniji, tako sem dobil e-pošto, ampak ni še pri meni doma. Rešen je tudi problem z nosilcem torbice pod sedežem. Kolega sodelavec je naredil novega iz pleksi stekla, vrhunskega, v bistvu je boljši kot original. Tako, torej, a je čas za povzetek leta 2020? Ne, ni. Bom našel še tiste 2-3 dni in dosegel svoj nov rekord, to je stanje duha v tem trenutku. Ni izgovora, do konca decembra je še 22 dni, 3 tedni. Moram iti. To je plan. To je to. Rad bi se vam zahvalil za vse komentarje, za vse lajke in upam, da bomo se videvali na kanalu še naprej. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.